Oj, sva Andraž in Davor. Evo me. Hvala kurcu. Zdaj si taki. In danes v najnem že 99. videu imava za vas na vrsti test gamerskega telefona. Ja, prav ste slišali, imava namreč telefon Xiaomi hčerinske družbe, ki je narejen prav za špilanje iger, reče se mu pa Poco F4 GT in Xiaomi v Sloveniji se iskreno zahvaljujeva, da sva ga dobila na test, ker sva se zelo zabavala z njim. Prav tako se bo zabavala tudi, če se naročite na ta najin YouTube kanal in naj jo spremljate na vseh spotih značenih socialnih omrežjih. Sploh, ker bo naslednji video že najin 100. video na tem kanalu in bo res nekaj malo drugačnega, tako da ga ne smete zamuditi. Ne. Res vam ful hvala sicer, da drugače pomagate širiti to na najino DSTV družino. Ja. No, ker imamo pa dosti stvari za pokrit, pa pojdimo hiter naprej na Poco F4 GT. Najprej ena kratka zgodbica. Z Davorjem bi mogla prvotno iti, oziroma sva bila povabljena na predstavitev tega telefona v Playground digitalnem parku v Zagrebu, ki je bila 20. maja, pa se nama zaradi najnižjih to nažalost ni šlo. Škoda. Ampak ni bed, sva pa zato telefon zdajle dobila na test, tako da se na koncu vse šlo. Poznate pa že najin moto, res je, da dobiva telefon na test od drugih, sam mnenje telefona je pa še zmeraj čisto najino. In kakšno je to mnenje, Davor? No, če začnemo pri sami prezentaciji. V škatli dobite napravo, dokumentacijo z orodjem za izmet SIM kartice, silikonski ovitek, adapterček za slušalke in polnilec za hitro polnjenje, kar je ful pohvalno. Ker Xiaomi očitno ne škrtari z vsebino, tako da za svoj cache v škatli res dobite praktično vse, kar rabite. Zato le lahko dava sam en velik palc iz najine strani. Sam telefon ima drugač hrbet in zaslon, oboje iz Gorilla Glass Victusa in aluminijasto ohišje ter fizična magnetna izskočna gamerska sprožilca, ki ju sprošča s pomočjo stikal na obeh koncih telefona. Prav pa prideta pri steljačinah in dirkaških špilah. Z tema izskočnima fizičnima sprožilcama lahko nadomestite virtualne sprožilce v igri na telefonu ali pa jim dodelite posebne naloge, recimo z njim lahko vklopite flashlight ali pa aplikacijo kamera. Če pa hočete sprožilce dejansko uporabljati v špilah, morate te špile najprej dodati v funkciji Game Turbo na telefonu, potem pa morate znotraj te špile mapirati sprožilca na akciji, ki hočete z njima izvajati. Naprimer, streljati v Call of Duty Mobile ali pa pospeševati v Asphalt 9. Če gremo nazaj na dizajn telefona in pogledamo njegov hrbet, boste videli že, da po dizajnu izgleda, kot da gre za gamerski telefon, čeprav mogoče ne tako izrazito, kot pri kakšnih drugih telefonih, kot je Black Shark. Pri tem telefonu tudi ne boste najdeli kakšnih drugih dodatnih ventilatorjev v sklopu aktivnega hlajenja ali pa vhodov za polnjenje, kot pri marsikateri drugi konkurenci, ampak ima pa pasivno hlajenje z dvema parnima komorama. Kako dobro pa to dejansko deluje, pa bova povedala v nadaljevanju. Telefon sicer nima certifikata za odpornost proti vodi, ima pa IR senzor za upravljanje drugih naprav, ki je standard na Xiaomi telefonih, in pa stranski čitalec prstnih odtisov, ki deluje zelo zanesljivo in zelo hitro. Če telefon zdaj obrnemo, vidimo, da ima AMOLED zaslon z diagonalo 6,67 inčev in 120 Hz osveževanjem, ki se lahko spusti najnižje do 60 Hz, da špara z baterijo. Ima pa tudi 480 Hz vzorčenje na dotik, ki pride prav pri igranju špil, ker je zaradi tega ta telefon zelo odziven na dotik. Telefon doseže resolucijo 1080 pik in podpira HDR10+, maksimalno svetilnost pa je 800 nitov. Na Poco F4 GT seveda najdete operacijski sistem Android 12 z uporabniškim vmesnikom MIUI 13, kot je tudi na ostalih telefonih od Xiaomija. V samo OS se tukaj ne bova spuščala, ker sva o njem govorila že pri drugih telefonih Xiaomijeve širše družine, recimo Redmi Note 11, ki sva ga imela na testu nedolgo nazaj. Link za ta video bo pripet v opisu. Če pa na hitro povzameva ta uporabniški vmesnik, pa velja to, kar zmeraj rečeva. Pri MIUI sta samo dve opciji, ali ga ljubite ali pa sovražite. Edino, kar sem midva opazila res posebno pri najini uporabi, je, da Google Discover Fit na levi strani od domačega zaslona se malo bolj zatika, vse ostalo se pa tekoče premika. Nama je načeloma MIUI všeč, sploh v izvedbi Poco launcherja, se pa strinjava, da bi bilo fajn, če bi ga Xiaomi v prihodnjih posodobitvah vseeno malo izčistil in ga malo bolj prilagodil za potrebe evropskega trga. Telefon sicer poganja 4-nanometrski Qualcommov čip Snapdragon 8 Gen 1, ki se zaradi preomenjenih parnih komor ne pregriva. Razen če špile dolg cajta špilate, pa osigurano paste, da je v njih vroč,
kar je žal dosti pogosto pri novejših Snapdragonovih čipih. Je pa to zaenkrat še vse najboljši čip, ki ga dobite pri Android telefonih in je zelo pohvalno, da ga je Poco vgradil pri telefonu v tem cenovnem rangu. Telefon sicer lahko dobite v varianti z 8 GB RAM in 128 GB notranjega pomnilnika ali pa 12 GB RAM in 256 GB notranjega pomnilnika. Nima pa reže za razširjanje spomina s spominsko kartico, nažalost. Maybe, če že tega nima, bi si edin želela, da bi imel telefon vsaj možnost, da bi imel notranjega spomina vsaj pol terabajta, sploh zato, ker je gamerski in če bi nam ga zlodal full iger, bi se verjetno notranji spomin lahko kar precej hitro napolnil. Poco F4 GT ima 4 stereo zvočnike, ki so porobirani skupaj po 2 in so razporejeni tako, da ne zakrijete z roko njih, ko igrate. Uglasilo pa jih je podjetje JBL, zato so res vrhunske kvalitete, kako tudi slišite iz videa. Se ne zgodi velikokrat, da ima direktno telefon zvočnike od JBL-a že v telefonu samem in tu se res vidi kvaliteta. Nažalost, naprava nima vhoda za slušalke, ampak kakor sva rekla, je v škatli priložen vsaj adapter zanje. No, pa dajmo zdaj še kakšno reči od baterije. Ta ima velikost 4700 mAh in je razdeljena v 2 telici za hitrejše polnjenje. Moram priznati, da sicer ni glih največja za gaming telefone, ni pa tudi najmanjša. Zaradi dejstva, da ni največja, pa se vidi, da ne zdrži najdlje, sploh če intenzivno gamate. K sreči imate priložen mamutski 120W Hypercharge polnilec, ki jo nafila v 17 minutah. Wow. To je neverjetno hiter. Mislim, sam poglejte si ta cego v primerjavi s polnilcem za laptop MacBook Air. Ta stvar je res velika. Telefon žal ne podpira brezžičnega polnjenja, ima pa zanimiv kabel za polnjenje v obliki črke L, ki se ga v napravo priklaplja pravokotno. In z obema dlanima držite telefon med igranjem, kar je precej priročno in dobro strani Pocota, da so to splanirali. Kar se tiče gaminga, ima telefon osnovne funkcije, kot je naprimer to, da vklopite funkcijo ne moti, ali pa da daste screen recording, nima pa recimo to gamerskih nastavitev, kot jih boste najdeli pri kakšnih drugih. Naposled pa smo prišli do kamere, ki je sestavljena iz sistema 3 objektivov. Glavni objektiv je velikosti 64 megapikslov, ultraširokokotni objektiv je velikosti 8 megapikslov, makroobjektiv pa je velikosti 2 megapiksla. Dolžino objektivov na sprednji strani zaokrožuje še selfie objektiv, ki je velikosti 20 megapikslov, ker pa je F4 GT promoviran bolj kot gamerski telefon, fotografija pri tej napravi pač nažalost ni glih v ospredju. Ampak še zmeri, fotke so čisto solidne, brez hujših pomanjkljivosti, ni tako po dnevi, kakor po noč. Edini ultraširokokotni objektiv po noč res ni nekaj baš uporaben, pa tudi posnetki iz makroobjektiva niso noben presežek, ker nimajo dosti podrobnosti, kar je standard pri tovrstnih objektivih. V vsem ostalem so fotke sprejemljive in za gamerski telefon pri tej ceni so pač v redu, tu pa sigurno pomaga tudi top čip pri Android telefonih. Edino, kar mogoče pogrešava, je en telefoto objektiv za optično zoomiranje fotk. Tudi selfiji so za ta cenovni razred solidni in objektiv dobro loči subjekt od okolice, res je, pa da niso toliko polni detajlov. Zoprna pomanjkljivost je tudi ta, da nimajo objektivi OIS-a oziroma optične stabilizacije slike, ki bi v tem cenovnem rangu že pričakovali, imajo pa vsaj EIS oziroma elektronsko stabilizacijo slike, ki kar dobro nadomesti ta primanjkljaj, ampak vsem bi pasalo imeti OIS. Če se preselimo na videe, ta lahko na hrbtnih objektivih snimate do ločljivosti 4K pri 60 fps-jih, na selfie objektivu pa do 1080 pik pri 60 fps-jih. Drugače so zelo solidni, je pa res, da je ful velika razlika v barvah med glavnim in ultraširokokotnim objektivom, kar se nažalost velikokrat zgodi pri Android telefonih. In pa še hiter en fun fact, ko smo lih pri hrbtnih objektivih, v nastavitvah lahko vklopite RGB svetlobo, da vam v gaming modu okoli objektivov zasveti svetloba, ko prejmete obvestila ali pa klice, kar je zelo priročno, da vam ne skačejo obvestila čez igro. Kakšna pa je cena? Poco F4 GT lahko dobite v Xiaomi Store pri osnovni konfiguraciji za 649 evrov. V prikriti črni, viteški srebrni ali pa kibernetsko rumeni barvi. Zraven pa dobite še dobre poprodajne storitve. Če se vam v prvih 6 mesecih po nakupu naprave poškoduje zaslon, vam je na voljo brezplačno popravilo. Poleg tega pa je telefon prednameščen z naročniško storitvijo YouTube Premium, ki jo lahko bodoči uporabniki Poco F4 GT brezplačno koristijo 2 meseca. Tako je vsaj bilo, ko sva še snimala ta video. Mislila, da je telefon glede na vse, kar dobite zraven, zelo dober glede na razmerje med ceno in performansom.
Sploh, če ga boste dobili še s kakšnimi dodatnimi popusti. Res je, da mu določene stvari pri tej ceni mogoče malo manjkajo, kot malo boljša kamera ali pa malo večja baterija, ampak še vse mislim, da boste v veliki večini zelo zadovoljni. Sploh, če iščete en res soliden gamerski telefon za precej ugodno ceno, ker so vsi v tem gamerskem segmentu načeloma dražji. A ja, pa še ena opazka. Telefon se res opazno ful hitro poveže na omrežja, sploh na Wi-Fi, če vam je ta stvar pomembna. No nič, tole je bilo danes z najne strani vse. Še enkrat se zahvaljujejo Xiaomi Slovenija, da nam je posodil napravo in nam s tem omogočil tale video. Zahvaljujeva pa se tudi vam, najne cenjene naročnice in naročniki. Če imate še kakšno vprašanje o napravi, pa ga zapišite spodaj v komentarje. Za danes je bilo to dost in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. 100. videu. Čau!